Svetovno prvenstvo 2026 morda poskuša izločiti politiko iz nogometa, vendar se zdi, da se iranski protestniki proti režimu za to ne menijo. V ponedeljek se je pred stadionom Rose Bowl v Los Angelesu na prvi tekmi Irana na prvenstvu zbralo več 100 Irancev, ki so protestirali proti Islamski republiki, ki jo obtožujejo, da nogometno reprezentanco uporablja kot propagandno orodje. V stadionu so nekateri protestniki poskušali pretihotapiti zastavo z levom in soncem mimo varnostnikov. To je seveda simbol Irana pred islamsko revolucijo leta 1979. In poskušali so pretihotapiti to zastavo noter, ker FIFA prepoveduje politične simbole. Teheran pa je dejansko zagrozil, da bo ustavil tekmo, če bi bila razstavljena. Zdaj, ko se bliža naslednja tekma Irana v nedeljo proti Belgiji, demonstranti pravijo, da nimajo namena ustaviti svojih protestov. In zdaj se nam pridružuje Darja Safai. Je iransko-belgijska aktivistka in članica belgijskega predstavniškega doma, ki je sama prinesla zastavo lev in sonce na otvoritveno tekmo Irana na svetovnem prvenstvu. Torej, Darja, na zadnjem svetovnem prvenstvu smo videli veliko iranskih navijačev, ki so protestirali med gibanjem Ženske, življenje, svoboda. Zakaj se to svetovno prvenstvo zdi tako drugačno? To svetovno prvenstvo je za Irance drugačno. Da je, ker smo izgubili čudovite mlade ljudi med pokolom januarja, ki ga je izvedel islamski režim v Iranu. V samo 2 nočeh so ubili več kot 40.000 čudovitih in pogumnih duš naših otrok. Seveda, s to izkušnjo smo mislili, da nikoli ne bomo dovolili, da bi te ljudje bili pozabljeni. Da bi bili pozabljeni na tej tekmi svetovnega prvenstva. In odločili smo se, da bomo celo vzeli 1000 majic z njihovimi slikami na naših majicah. Ker so to pravi junaki in prava državna reprezentanca Irana. Na dejansko ekipo Irana ne gledamo kot na državno reprezentanco. Oni so predstavniki Islamske republike in ne predstavniki Irana, iranskega ljudstva. Odločili smo se, da vzamemo s seboj majice s podobami Irancev in tistih, ki smo jih izgubili v tem protestu januarja. Da pokažemo celemu svetu, kakšne pošasti so iranski režim, in da pokažemo svetu, da nikoli ne bomo pozabili naših ljubljenih, ki so izgubile svoja življenja. Zato, da Iran ponovno postane svoboden in da bo zastava z levom in soncem še vedno na vrhu povsod v samem Iranu. Tako bomo pokazali svetu, da se še vedno borimo in da nadaljujemo pot, ki so jo začele one, ter da bomo dosegli zmago. Darja, videli smo tudi druge oblike protesta iranskih navijačev v stadionih, kot je uničevanje zastave Islamske republike, namesto dejanskega razkazovanja prepovedane zastave. Ali lahko pričakujemo, da se bo to stopnjevalo skozi svetovno prvenstvo, ali pa prihaja do zatiranja? V samem stadionu so bile tudi osebe, ki so imele zastavo iranskega režima ali pa so bile celo povabljene s strani iranskega režima. Vstopnice, ki so jih imeli, je plačal iranski režim. In žal moram reči, da čeprav je bilo nekaj Irancev, večina med njimi sploh ni bila iz Irana. Bili so iz Pakistana. Videla sem ljudi iz Pakistana, videla sem ljudi iz Mehike, videla sem ljudi, ki sploh niso vedeli ničesar o Iranu in o tem, kaj se je zgodilo januarja, iz drugih držav. In udeleževali so se in podpirali iranski režim, kar je bilo očitno, da jim je režim plačal, da so tam in da so njihov glas. Ampak še vedno lahko rečem, da iransko ljudstvo ne more prenesti, da vidi to ideologijo. Zastava, ki je okupirala njihovo čudovito državo, je tam v rokah nekaterih Irancev, ki so očitno nevedni glede tega, kaj se je zgodilo januarja. Pokol več kot 40.000 ljudi, na to so zaprli oči. Kako si drznejo narediti kaj takega? In lahko vam povem,
da iransko ljudstvo tako zelo žaluje, tako zelo objokuje svoje prelepe sinove in hčere, tiste, ki so jih izgubili. Da resnično ne morejo prenesti, da bi njihova kri bila prelita za manj. Lahko pa tudi povem, da skušamo nekako obvladovati situacijo, da stvari ne bi eskalirale. In upam, da bo tudi naslednjič protest potekal na enako miren način. In prepričana sem, da tudi na naslednji tekmi nikoli ne bomo dovolili, da bi naše čudovite hčere in sinovi bili pozabljeni. Kako lahko iranski navijači podpirajo svojo ekipo, hkrati pa zavračajo režim? Ali je to tokrat nemogoče? Bilo je res žalostno, da je FIFA prepovedala to čudovito, zgodovinsko, edino zastavo iranskega naroda in namesto tega sprejela ideološko zastavo Islamske republike Iran. To lahko primerjam samo z zastavo komunizma. Povsod, kamor so šli in zavzeli državo, so spremenili zastavo te države v svojo ideološko zastavo komunizma. Točno isto se dogaja z iranskim režimom, ki je vzel našo državo, Iran, za talca. In zato je prepoved te zastave strani FIFA sramotno dejanje. Zato smo se odločili, da se temu upremo in smo se odločili za to dejanje. Vzeli smo svojo zastavo, a FIFA ni dovolila, da bi zastave prinesli na stadione. Če so jo opazili, so jo vzeli. Ampak nam je nekako uspelo prinesti svojo zastavo s seboj in veliko nas je bilo, skupaj z veliko drugimi ljudmi. To akcijo smo izvedli zelo uspešno in na vsaki kameri si lahko videl leva in sonce, ki sta sijala po celem stadionu. Prav, Darja, rada bi se ti zelo zahvalila, da si se nam danes pridružila.